Smo v srednjem dunajskem pokopališču, natančneje v tistem delu pokopališča, ki je bil namenjen Judom. In danes je na tem pokopališču kot vidite takole. To je ta del pokopališča, ki ga nihče ne vzdržuje več iz različnih razlogov. Poglavitni razlog je bil seveda tudi druga svetovna vojna, ko so se v tem delu Evrope lotili, to pomeni tudi v Avstriji, tukaj živečih Judov. To pa so njihova počivališča, zadnja počivališča ali pa grobnice, če že tako želite, ki so danes takšne. Zanimivo je, da je večino tega dela pokopališča, ki je največje pokopališče na Dunaju, opuščen in seveda nihče ne skrbi več za te grobove. Kako naj bi, saj večina teh ljudi ne živi več in je pomrlo po različnih taboriščih fašistične Nemčije. Del tega pa je bila tudi, to priznali v Avstriji ali ne, tudi Avstrija. Da si lahko pogledate s kakšnimi grobovi so takratni židovski veljaki razpolagali na pokopališču. To je primer res uničenega. In zadnji, ki je bil tukaj pokopan, je bil 18. julija 1913. Imenoval pa se je Moritz Stern. To je še ena grobnica. Tako pač je. To je zanimivo. Vidite, Anton Aher se je imenoval. In sicer je bil pokopan leta 1884. No, želeli smo pokazati res impozantne grobnice, ki razpadajo. Pa to seveda žal države Avstrije in mesta Dunaj ne moti. Kako bilo to pri nas, vam težko razložim. In končali bomo s pogledom na še teh nekaj grobnic, natančneje razpadajočih grobnic, ki so res v sramoto tako mesta Dunaj kot države Avstrije. Recimo tule je grob človeka, ki je umrl in bil tukaj pokopan 1895. In končajmo s tole grobnico,
ki je takšna, natančneje razpadajoča. To je del judovskega pokopališča na osrednjem pokopališču na Dunaju.